Pisana oblačila, raznovrstna obuvala in številne modne dodatke bi učenci težko zamenjali za stroge šolske uniforme. Vsak človek je drugačen in naj nosi tisto, kar njemu paše, in ne vem, niso vse punčke za kikalice. Vsak človek bo mogel imeti svojo pravico, da obleče, kar želi. Meni se zdi bolj, da pač oblečeš ono, kar hočeš, da ne rabiš zdaj imeti zmer isto oblečen, to brez veze. O primernosti uniform bo pristojno ministrstvo vendarle razmislilo in pripravilo javnomnenjsko raziskavo o smotrnosti uvedbe teh šolskih uniform. A zgodovina nas uči, da Slovenci šolskim uniformam nismo naklonjeni, razloži kustosinja, ki je podrobno raziskala modo v šolah. Prav uniforme so bile samo v fašističnem obdobju, bolj na Primorskem, in pa v času nacizma. Nekaj časa so bile prisotne tudi črne halje, s katerimi so učenci zaščitili oblačila in zakrili socialne razlike. A socialnih razlik v 21. stoletju z uvedbo šolskih uniform ne bomo skrili, je jasen ravnatelj kamniške osnovne šole. Težko si predstavljam, da bomo naše otroke z zornega kota, češ da bomo zakrili socialno razslojenost, oblekli v šolsko uniformo. Njegov oče in mati ali pa samo nekdo od njih pa se bo v šolo še vedno pripeljal z zelo dragim avtomobilom. One of the great things about a uniform is it really makes people feel they belong to something. Pa razloži ravnatelj britanske mednarodne šole, kjer dolgoletna tradicija zapoveduje, da so učenci oblečeni enako. Za okoli 100 evrov, kolikor stane šolska uniforma. Jaz sem za to, da se uvedejo šolske uniforme. Si čisto predstavljam. To me spomne bolj na tiste stare socialistične čase. Če enako vrhnje oblačilo ne bi zakrilo vidnih socialnih razlik, bi morda iz rdečih številk potegnilo Muro, ki bi neuradno lahko dobila koncesijo za izdelavo šolskih uniform.